Marka Lozniča. Dobar dan. Kar tukaj. Potem vabim gospoda Miha Kordiša, predsednika stranke Mi socialisti, poslanca v državnem zboru in kandidata na državno-zborskih volitvah 2026. Ga ni? Je samo za... Dobar dan. Vabim gospo Lano Nikolič, koordinatorko Mlade Levice in kandidatko na državno-zborskih volitvah 2026. Dobar dan. Vabim gospoda Luko Roterja, predsednika Mladega foruma Socialnih demokratov Ljubljana in kandidata na državno-zborskih volitvah 2026. Dobar dan. Vabim gospoda Luko Simoniča, predsednika Slovenske demokratske mladine in kandidata SDS na državno-zborskih volitvah 2026. Ga ni? Ok, morda se nam še pridruži. In vabim gospod Lucijo Tatler-Perlin, poslanko stranke Svoboda in kandidatko stranke Svoboda na državno-zborskih volitvah 2026. Dobar dan. Če se nam gospod Simonič še pridružil, potem ga bomo kar posedli gor. Prav, pravila odgovarjanja so za vse enaka. Jaz imam čarobno budilko. Po 45 sekundah vam bo odzvonilo. Tako da komu zvoni je čisto nepomembno, ker po 45 sekundah odzvoni vsakomu. In prosim, da potem takoj zaključite zadevo, če slučajno pridemo do te situacije. Se rekla se pol vse še. Dobro, naj vam bo, se opravičujem. Gospod Sergej, izvolite, beseda je vaša. Jaz sem Sergej Grulovič, član predsedstva Dijaške organizacije Slovenije in novinar na Adria Media. Nekako bi začel z vprašanjem, ker me je bilo že veliko govora, ampak še vedno se mi zdi, da je zelo pomembno, vsaj za mlade v prihodnosti. Vprašanje pa se nanaša na to, zakaj bi mladi ostali v Sloveniji, če lahko za isto delo v tujini, kot recimo Avstrija ali Nemčija, prejmejo 3-krat više plačilo in kaj je vaš konkretni načrt za v bistvu preprečevanje tega bega možganov? Dobro, vi začnemo štopar započati. Gospod Janov, beseda je vaša. Najlepša hvala za vprašanje. Bi rekel, mogoče kar z našim programom pridem ven, tukaj mi naslavljamo sploh dobro, tukaj smo sami mladi. Z moje perspektive je stvar taka, da mladi moramo dati razloge, da ostanejo, tako kot si rekel. In to je sigurno, ja, boljše plačilo za delo, ki ga upravljaš. Sam sem diplomirani inženir strojništva in za inženirje je zdaj sploh ful znano to, da se, bi rekel, boljše plače dobivajo drugje v Evropi, zunaj Slovenije. In se včasih vprašam, ja, ali je pač prav, da tukaj ostanem, pač neka domoljubna nota, tukaj igra ful velik vpliv in se mi zdi, ja, bo treba to nasloviti, kako to reševati in to je zagotovo višje plače, boljši pogoji za delo, stanovanjska problematika. Gospod Kordiš, beseda je vaša. Kljub hitro poslabšujoči se socialni sliki, vendarle nimamo tako velikega odliva mladih v tujino, kot bi ga pričakovali, glede na to, kako so šle stvari v tej državi downhill. Zagotovo je pa to socialno sliko treba popraviti. Dajte ljudem redne džobe in dajte jim zrihtati flete. Vse ta enačba je zelo preprosta. Hkrati je pa tle faktor tudi kulturno okolje, ker če imam le minimalne materialne razloge, da tle ostanem, ok, plačo za to, kar sem se šolal, da normalno pridem do stanovanja, bom tle tudi dostojil, jaz ne bom šel med neke ledeno hladne Avstrijance ali pa Nemce, če sem lahko tle obkrožen z našimi toplimi ljudmi. Hvala lepa, gospod Mikuš. No, tako kot so že prej rekli, da se neka domoljubje ima tudi zelo pomembno noto tukaj, ampak je pa treba popraviti to socialno sliko. Zgolj večja plača ni edina stvar, ki prispeva k temu, da vzgajati neko okolje, v katerem lahko ostanemo, da imamo stanovanja, torej stanovanjska politika, predvsem, da imamo zdravstvo, da imamo take zadeve in da ne prepustimo to konkurenci drugim državam. Dobro, hvala lepa, vsi se držite, to mi je zelo všeč, moram priznati. Gospa Nikolič, beseda je vaša. Živijo, pozdravljeni vsi. Tako kot so moji predhodniki že povedali, socialna država je tista, ki je v Sloveniji še kar dobro stoječa, pa imamo dobro oziroma odlično javno šolstvo, ki tudi spodbuja to, da pač mladi lahko ostajajo. Tukaj je pa, bi pa izpostavila tukaj problem prekarnosti pri mladih, kar je treba pač vztrajno se boriti proti temu, ker mladi rabimo varne zaposlitve, ki nam bojo omogočile dostojno življenje in dostojno plačo. Tako da, ko bomo te stvari
pošlihtali in upam, da v naslednjem mandatu absolutno bomo. Mislim, da mladi tudi bojo ostajali več pri nas. Hvala lepa. Gospod Roder, beseda je vaša. Hvala. Mislim, da kot so že vsi pred mano izpostavili, je nek občutek do domovine, občutek ljubezni do Slovenije je seveda pomemben, ampak ne moramo od mladih pričakovati, da bodo samo živeli od tega. Torej, treba je rešiti socialno situacijo, ki ne zajema samo konkretno visokih plač, ampak tudi stabilen in kvaliteten zdravstveni, šolski sistem, reševanje stanovanjske krize, ki mislim, da je za mlade trenutno v resnici najhujši faktor v Sloveniji. Poleg tega pa tudi neke pravice na delovnem mestu, boj proti prekarnosti, proti temu, da te šef pač prisili, da imaš prikrite SP, da je edina možnost neko platformno delo. Na drugi strani pa tudi, ko govorimo o mladih, govorimo pač o bodočih delavcih, da imajo ti delavci nekaj od svojega delovnega mesta, vključenost v dobiček ali pa potencialno soupravljanje solastništva. Hvala lepa. Gospod Tacer, beseda je vaša. Jaz sem ena izmed teh mladih, ki se je vrnila v Slovenijo. 7 let sem živela v tujini in sem prišla nazaj, mogoče zato, ker sem malo netipična, ker sem res hodila delati v Sloveniji in prispevati naši demokraciji. Zato mi je ta tema v tem mandatu zelo pomembna. 3 konkretne ukrepe, ki smo jih sprejeli. Vzpostavili smo pisarno za vračanje na Uradu za Slovence po svetu, kamor lahko pokličeš, napišeš e-mail ali prideš osebno, da ti pomagajo z administrativnimi postopki, ker vemo, da je to velika ovira, ko se vračaš, posebej, če si dlje časa živi v tujini. Druga zadeva so davčne olajšave. 7% se je znižala dohodnina za tiste, ki se vračajo v Slovenijo, potem, ko so 2 leti živeli v tujini. In tretja zadeva je viza za digitalne nomade. Velikrat vidimo, da se mladi vračajo z družinami in zato je en pač to ukrep, ki lahko pri tem pomaga. Hvala lepa. Prvi krok smo opravili, gremo v drugi krok. Gospod Teodora, beseda je vaša, izvolite. Jaz sem Teodora Matkovič, sem migrantka in delam pri nevladni organizaciji Zavod Krog. Zato bom danes postavila nekaj vprašanj o migracijskih politikah in vključevanju migrantov v družbo. Prvo vprašanje bi bilo, da so migracije pogosto predstavljene kot grožnja in kako boste v praksi zagotovili v svojem mandatu, da bodo migracijske politike temeljile na človekovih pravicah in dostojanstvu, ne na retoriki strahu. Dobro, vprašanje je jasno, gremo tako pred tiste strani, sem gospod Tacer, izvolite, beseda je vaša. Hvala. Ja, mislim, da je to zelo pomembno, da se dela aktivno na tem, da se to temo ne zlorablja in da se gleda številke, ki so se glede prehodov meje v tem mandatu izjemno izboljšale, prepolovile, in pa, da se nas spodbuja, da smo človek drug do drugega. Jaz tam konkreten primer. Okraj, v katerem sem bila izvoljena, ima azilni dom. In v prvih 2 letih mandata je bilo veliko preveč ljudi tam, nastajale so tenzije med lokalnim prebivalstvom in tistimi, ki so bili nastanjeni v domu. In jaz sem šla tja, zelo kmalu se pogovoriti s člani recimo četrtne skupnosti najprej. Kaj smo ugotovili? Konkretna zadeva na terenu, ki je bila problem. Ulica ni imela luči. Vsak dan na stotine novih ljudi ni bilo luči. In reševali smo konkretne zadeve, da se je potem v parih mestih vzpostavila javna razsvetljava. In že s tem je bilo malo razbremenjeno to, kako bi rekla, ta pritisk med lokalnim prebivalcem in tistimi nastanjenimi. Gospod Roder, izvolite. Sem malo bolj držal te časovne omejitve. Zelo sem vesel, da ste uporabili besedo retorika, ker mislim, da je to najhujših problemov trenutno v Sloveniji, da ko katerakoli politična opcija nima konkretnih odgovorov na neko politično vprašanje, je zelo lahko uporabljati to ksenofobno palco in pač tepsti tisti, ki so najšibkejši v družbi. Mislim, da moramo na eni točki delati na tem, da se to retoriko razblini, na drugi pa tudi v konkretnih ukrepih pomoči integracijo v družbo. To je lahko dodatno izobraževanje, še posebej recimo ti, ki hoče tukaj ostati, da se prej naučijo slovenščine, se prej integrirajo v družbo, da se mogoče olajša pogoje za delovne vize, pač ljudje, ki so lahko mesece in mesece v azilnem domu in nimajo nič drugega zadeva, tako da tam živijo, pa seveda tudi se teče v vključilo okolje. Hvala lepa. Gospa Nikolič, izvolite. Ja, kot prvo ne smemo te teme izrabljati za politikanstvo. To je prvo. Drugo, pred kratkim sem se pogovarjala z kolegom, ki se je zdaj vrnil sicer iz Švice domov in tam živijo pač in delo v Švici, tam imajo zelo dobro narejeno, da pač
ko pride nekdo iz druge države k njim živeti, da v bistvu na uradu, ki pač tam deluje, usmerijo v neka društva lokalna, kjer se pač lahko družijo z drugimi ljudmi, ustvarjajo v lokalnem okolju, se pač tako nekako v družbo integrirajo v ta način, da ne ostanejo v nekem svojem bablu. Tako da jaz mislim, da je to prva zadeva, ki se moramo tudi mi poslužiti, kot drugo, kot je Luka že povedal, jezik je zelo pomemben in tle moramo pač delati. Torej, pač, ja, graditi to politiko na hosijaštvu je totalno narobe, ampak seveda je tudi treba v razumnih mejah. To tudi ne moremo dopustiti, da pride milijon migrantov samo notri v Slovenijo, to je čisto razumno. Imamo pa klej sistem, ki ne deluje niti ne za migranta, niti ne za Slovenca. Imamo azilante, ki prihajajo sem, ki ne morejo dobiti statusa, namesto njih uvažamo pol še Bangladešovce iz tam. In pol imamo klej pa recimo na naš davkoplačevalski denar izobražujemo Srbe pa Bosance, ki jih pa pol, ko jih slovenske firme odpustijo, pošiljamo nazaj domov. Ta trikotnik je treba spremeniti. Hvala lepa, gospod Kordiš. V tem trenutku sedimo bodisi na sredi, bodisi nekje na robu tako imenovanega varnostno tveganega območja, ki ga je uvedel Šuterjev zakon, ki je legaliziral policijsko državo. Tlele 100 metrov naprej jaz stanujem, no vmes je pa dom, kjer živijo delavci oziroma azilanti. Z njimi se dela kož velmi. To so psihično uničeni ljudje, veliko je zlorabe drog, na njih prežijo kriminalne združbe. Zakaj? Zaradi tega, ker jih država obravnava kot potrošno robo. Dajmo jim pomagati, dajmo jih integrirati in potem kar naenkrat problema ne bo. Še posebej pa zaščitimo njihove delavske pravice, ne pa da jih kapital vozi gor iz Filipinov, zato da jih lahko še bolj brutalno izkorišča. Dajmo jim pomagati, podajmo jim roke, vsi smo delavci, vsi smo ljudje. Gospod Jagodic. Migracije, del našega vsakdana. Tukaj bi mogoče samo najprej omenil to, da ljudje, ki migrirajo, ki so pripravljeni, pa ne posvojiti našo kulturo, ampak se integrirati tukaj noter, to so ljudje, ki jih mi, ljudje, Slovenci, radi sprejemamo. Ampak ljudje, ki pa pridejo sem zato, da delajo zdrahe, recimo azilni domovi tamle na Viču so po mojem velik problem, jaz ne bi rad bil doma na Viču, in je to treba mogoče najbolj nasloviti, kar se tiče migracij. Ljudje, ki pa prihajajo s čistimi nameni, z nameni, da bi delali, doprinašali družbi, se integrirali, se mi pa ne zdijo tukaj problematični. Tako da te ljudi, ki niso pripravljeni, te treba majčkeno bolj mogoče urediti. Hvala lepa, samo preverjam, če se nam je slučajno gospod Simonič pridružil. Nisem nam. V redu, gremo naprej z vprašanjem. Matija, izvolite, beseda je vaša. Dela. Moral bi. Ne. Delo se. Jaz sem Matija Žušelj, nekdanji profesor in me zanima nekaj, kar bo zelo relevantno postavil za mlade v prihodnjih letih, verjetno in je pač odvisno od vas. In to je, ali boste podprli ponovno uvedbo obveznega vojaškega usposabljanja in služenja v vojaški rezervi v kakršnikoli obliki v primeru, da v pač mirnem času. To pomeni, da pač Slovenija ni neposredno vključena v neke vojaške operacije. To meni sprašujete, če bo nek vrsto obvezen vojaški rok. Dobro, v redu, gremo gospod Jagodic, izvolite. Obvezen vojaški rok zagotovo ni nekaj, kar bi radi ljudje silili v to. Smo pa mnenja, oziroma to se tako že dogaja, ljudje, ki so željni tega, da bi sodelovali pri tem domobranstvu, imamo tabore vojaške, imamo vojaške te usposabljanja, tako da na tak način se mi zdi, da je fajn mlade spodbujati, s tem se tudi krepi neka domoljubnost, s tem se tudi, bi rekel, mogoče majčkeno krepi naša vojaška pripravljenost, se gotovo pa obvezen vojaški rok, mogoče samo z vidika nekih vrednot oziroma delovnih navad. Torej ne izključujete tega? Ne. Ok, gospod Kordiš. Kategorično in ostro mi socialisti nasprotujemo uvedbi naborništva. Zakaj bi pustili, da nas tlačijo v uniforme NATO pakta, eventualno zato, da nas pošiljajo tisoče in tisoče kilometrov stran izven meja naše domovine na tuje fronte, ubijati in umirati za tuje gospodarje.
Slovenska vojska ni vojska za obrambo domovine, žal, niti Slovenija ni vojaško ogrožena. Sodelujemo pa v NATO paktu, oziroma smo nasploh vazalna država zahodnega imperializma, ki v tem trenutku bombardira Iran, ki je globoko upleten v vojni v Ukrajini, ki si želi konflikta z Kitajsko in mi ne bomo umirali za tuje vojne. Hvala lepa, gospod Mikuš. No, za razliko od Kordiša, jaz vem, da smo v dosegu ruskih raket, tako da to ni nujno, da nismo v neposredni ogroženosti, ampak treba se zavedati, da pa ne bi se zavzemali za uvedbo vojaškega roka in da se tudi zapiše da se zniža pripadnost v vojski 40 jurjev na 10 jurjev in da se ustvari bolj profesionalna vojska. Še vedno pač mora to temeljiti na ljudeh, ki hočejo tam delati, in ne, da se jih pod prisilo dajati. Ja, to se tudi obramboslovci strinjajo s tem, ne, zaradi tega, ker se niža moralno s tem, da se daje druge ljudi notri. Ampak zaenkrat pa podpiramo, da bomo del večjega sistema, ker mi se ne moremo sami braniti, kot je Evropska vojska, ampak ne NATO z Ameriko. Torej, naborništvo izključujete? Ne. Ja. Zdaj se preklepo prekoračimo, bomo 10 sekund dobil pri naslednji. Gospod Nikolič, izvolite. V Levici pač nasprotujemo oboroževanju, tako da odgovor je absolutno ne. Tako kot je Kordiš tudi lepo povedal, mi smo pač proti temu, da umiramo in ubijamo za tuje vojne, za zahodni imperializem in absolutno in tudi ženske ne bomo delali za tuje vojne, tako da to je to. Ok, hvala, sem malo počasi, po vrstnem redu, jaz moderiram ta panel. Hvala. Torej, zdaj, čeprav razumem, ste vi, gospod Nikolič, še enkrat 10 vaših sekund gospodu Nikoliču. Ali mi vseeno znam? Samo še enkrat, dobro, v redu. Hvala lepa, gospod Rotor, izvolite. Kratek odgovor, mi smo proti naborništvu in pač to kategorično izključujemo. Dolg odgovor, ne zato, ker to mislimo, da ni smiselno, ampak tudi, ker je nefunkcionalno. Ravno par dni nazaj so prvi naborniki šli v ta trening na Hrvaškem in če se prav spomnite, so Hrvati to uvajali dvakrat. Prvič je predsednik dal veto, med drugim zakaj? Zato, ker se je ogromno oficirjev iz vojske na Hrvaškem pritožilo, da je to pač nefunkcionalno. Poleti bojo za 3 mesece mogli tam čuvati neke, se bom kdo izrazil, smrkovce, ki ne želijo biti tam, ki nimajo nobenega interesa biti tam in ki ne bojo postali vojaki potem, ko to nehajo. To se mi zdi samo neka propaganda, kao iz mladih moških bomo nudili prave moške. Hvala lepa. Gospod Tacer, izvolite. Ne obveznemu vojaškemu roku, da krepitvi prostovoljstva, krepitvi skupnosti, da tudi zavezništvu NATO, ker mislimo, da ni smiselno v tej geopolitični situaciji biti osamljen, ker pa ne bom nobeno še enkala sekundo, dam pa sam še nekaj o integraciji migrantov, ker sem prva. V tem mandatu se je skrajšalo obdobje, v katerem se lahko vključijo na trg dela, kar se mi zdi pomembno. Prej so prosilci za azil 9 mesecev niso smeli delati, zdaj pa 3 mesece, tako da mislim, da je to tudi pomemben korak. Hvala lepa. Zdaj lahko vdihnete malo. Ker ste kar natemperani, pa če se razumem, ni lahko biti danes v politiki. Izvolite, gospod Primož, se da je vaša. Ok. Bom pa zastavil vprašanje, ki se navezuje na prejšnje. Torej, pač danes živimo res v nekih bizarnih časih. Zjutraj grem na Instagram in lahko vidim posnetke, ki se ravno zdaj pravzaprav dogajajo v Iranu, seveda pa celo grdi posnetki. In v zvezi s tem me zanima, da če se pač izkaže, da so nekateri domnevni napadi na civilno infrastrukturo, kot so to recimo dekliške osnovne šole ali pa kritična infrastruktura za dobavo pitne, čiste vode, a bo Slovenija to obsodila in potencialno tudi uvedla sankcije, če tudi gre tukaj za naše zaveznike. Samo sekundu, nastavim štopor, da se mi je to dobro. Gospod Tacer, izvolite, beseda je vaša. Predsednik vlade je že povedal, da je ta napad onkraj mednarodnega prava in da Slovenija podpira mednarodno pravo in pa da delujemo v okviru institucij, ki so vzpostavljene na multilateralnem nivoju in mislim, da bo to usmeritev tudi naprej. Dejstvo, da...
Ajde, kaj se vročil. Ja, v tem mandatu smo bili tudi članica Varnostnega sveta in ravno tam smo bili prepoznani po tem, da imamo enake vakle za vse in da dajemo prednost sistemu, ki je vzpostavljen. Zato tudi, naprimer, predsednik ni šel v odbor za mir in tudi v tej situaciji bomo ravnali enako. Pa potencijalne sankcije po vzoru Ruske federacije? Stotki so mimo, če ne sprašujete, to boste dobili lahko v naslednji prosti, gospod Roto. Ja, pač izraelsko-ameriški napad na Iran kategorično obsojamo, to je nezakonito dejanje, ki ne bo Iranu prineslo nič dobrega, karkoli si, jaz osebno nič dobrega ne mislimo o trenutni ureditvi tam. Če pride do nekih, mislim, kot je prišlo do napada na dekliško šolo, kjer, če se ne motim, umrlo vsaj 50 civilistov, vsaj to je bila prva številka, ki je ven prišla. To je zavržno, nimam nobenih lepih besed. Za konec bi pa tudi rekel, da mislim, da trenutno na Ameriko in Izrael ne moramo gledati kot na zaveznike, pač to so države, ki nas vlečejo v tuje vojne in eno od teh celo grozi evropski teritorialni integriteti, kar redno okolo Grenlandije, tako ja, popolnoma obvezno obsojati to nevitamih stikov. Hvala lepa, gospod Nikolič. Ja, absolutno pač treba obsoditi dejanja, ki so pač bila onkraj nekega mednarodnega prava. Absolutno bi mogli razmisliti o sankcijah, predvsem pa tlele bi izpostavila še eno zadevo, sankcije Izraelu niso bile dovolj močne, tako da absolutno, glede na to, kaj je Izrael naredil v Gazi, je absolutno premilo tisto, kar smo naredili glede te situacije. Hvala lepa. Gospod Mikuš. Ja, absolutno obsojamo. Meni se zdi, da moramo najti na svetu boljše načine za vzdrževati mednarodno pravo, kakor je tako. Kar se tiče sankcij, kot sami vidite, smo nemočni, tako smo nemočni tudi z vojsko, ki jo imamo in da moramo delovati pač v mednarodnem okolju. Se pa strinjam, da je ostreje treba obsojati naše tudi zaveznike tukaj, bodi si Amerika, ki nas vleče v te vojne, bodi si Evropejce, ki pa ne izrekujejo sankcij tudi Izraelu in Američanom. Hvala lepa, gospod Kordiš. Zahod izgublja ekonomsko in politično nadoblast nad preostankom sveta in želi interese svojega kapitala varovati z vedno bolj oboroženimi sredstvi. Zato se nam dogaja evropsko vpletanje v Ukrajino, zato evropske države držijo štango Izraelu, ko izvaja genocid, in zato smo priča ameriško-izraelskemu napadu na Iran. Pri tem, da evropski imperializem ni nič boljši od ameriškega. Američani mečejo bombe, Evropejci pa temu ploskajo, enako lahko rečemo za Izrael. In mi socialisti smo se v primeru Irana zato ta prvi oglasili. Zahtevamo sankcije za Izrael, zahtevamo sankcije za Združene države Amerike. Če se ne postavimo imperializmu po robu, miru ne bo. Ne pri nas, ne v tujini. Mednarodno pravo gor ali dol. Hvala lepa, gospod Jagodic. Zagotovo tukaj pomembno omeniti, da je človeško življenje tukaj zelo pomembno in tukaj ja, zagotovo se obsoja to, da se pobija nedolžne ljudi. Bi pa tukaj omenil to glede vprašanja, kako Slovenija pristopa k temu. Zagotovo po svojih najboljših močeh se je treba distancirati od tega oziroma postaviti svoje meje oziroma zagovarjati svoja stališča, ki jih imamo, in tukaj hočemo, nočemo, bomo mogli priti naprej, povedati, kako si mislimo, ali nas bojo upoštevali pa ne, je pa vprašanje je širše vprašanje. Tako da ja, smo pa proti kakršnikoli vojni. Ok, sledi naslednji nabor vprašanj, da ne bo vsi ista dinamika, začeli bomo pri gospodu Mikušu, pa gremo sem. Potem gremo pa dejansko... Ja, povesno, na to stran, potem pa od gospe Nikolič dejansko, tako da se vsi približno enakovredno v isti minešti. Gospod Primož, vaša pobuda, izvolite. Pogosto sploh, ko se pogovarjam s starejšimi družinskimi člani, pa ko predstavijo kakšne družinske slike, mene najbolj bega to, ljudje so pred 30 letom zgradili si hišo, imeli stanovanje, imeli otroke. Kako je to šlo, meni jasno. Pa me zanima, kako vi gledate na to, kaj je naša država po letu 91 naredila narobe, da smo prišli v to situacijo. Mikuš, izvolite, beseda je vaš. Torej, mislim, prvo je to, da niso absolutno nič investirali v stanovanje.
Ne? Mislim, to je eno mord, je treba gledati, ker jaz sem arhitekt, pa lahko povem pač, da je gradnja je tudi postala dražja, ne? In tudi standardi in predpisi so postali zahtevnejši. Tako da tukaj spet, do nekega samograditeljstva ne bo prišlo, kot je prišlo do tvojih starcev. Ne? To absolutno odpade. Ampak tukaj mora pač država tudi poskrbeti, da investira v druge oblike bivanja, ne? Kot so stanovanjske zadruge in najemniške stanovanja, po vzoru mogoče Dunajskega sistema, ne? In tudi kaj je bil Jazbinškov zakon, recimo, kaj je predalo vse to, kaj je bila podlaga za nek tak sistem, smo se ga tudi znebili. Hvala lepa. Gospod Kordiš. Najprej so prišli po naše firme. Tiste, ki so jih lahko poceni sprivatizirali, so si jih prilastnili, tiste, ki jih niso mogli, so jih uničili, zato da so se na naš teren naselile tuje multinacionalke. Potem so prišli po naše delavske in socialne pravice. Namnožile so se prekarne oblike zaposlitve in danes ljudje s svojimi dohodki ne morejo shajati, bodi si iz dela, bodi si penzije, bodi si štipendije. Na koncu so prišli in sesuli še naše javne storitve. V tem trenutku mlinčijo zdravstvo, naslednjo je na vrsti šolstvo. Mi, socialisti, se temu noremu kapitalizmu postavljamo po robu. Zagotovili bomo gospodarsko suverenost, vzemo si nazaj naše firme, delamo končne produkte, ne pa da vsi dihamo kot podizvajalci za tuje korporacije. Gospod Jagodec. Tudi jaz sem imel isto vprašanje, tudi sem po starih slikah gledal, vsi stari starši so si sami naredili hiše, tudi doma. Bi rekel, tukaj je gotovo birokracija velik problem, oziroma fleksibilnost tega, včasih si pač prijatelj po klicu zgradil svojo hišo. Drugače pa tukaj mi zagovarjamo to, da mora imeti vsak mlad, oziroma mladi imamo željo po lastništvu. Tukaj govorimo o lastniških stanovanjih, o lastniških hišah, ne da bomo celo življenje v najemu živeli, tako da tukaj bo treba narediti ali neke davčne olajšave, birokracijo skrajšati. Samo birokracija je edina napaka. Ne, tudi material je dražji, dovoljenja čakaš, ja, ok, to je birokracija, vse skupaj, se pravi, cel komplet od gradnje hiše do pridobivanja dovoljenj, do gradnje, kar se tiče izvajalcev, vse to. Hvala lepa, gremo naprej, gospod Nikolič. Ja, torej, moja babi pa dedek sta mi razlagala, da sta z eno plačo zgradila bajto, ne. Mislim, zakaj je bilo to mogoče, ker so bili drugačni časi, kot ste mi že vprašali, ne. Pač firme so dobro stale, da so državne firme, bilo je dobro plačana delovna mesta, imeli so prek sindikatov dopuste plačane, hiške, pač te neke mobilne hiške, ampak pač imeli so neke stvari urejene preko svojih firm. Problem je pa zdaj tudi tle, ne, stanovanj ni, tako da edina stvar, ki lahko rešimo za začetek, je javna najemniška stanovanja, ki ponujajo prvo stopničko do tega, da se pač ljudje lahko osamosvojijo, pa se pa lahko pogovarjamo o boljših pogojih. Gospod Rotar. Jaz bi rekel, da je bil Jazbinškov zakon ne samo najslabši zakon sprejet verjetno v samostojni Sloveniji, ampak pravzaprav zločin zapisan na papir. Slovenija znotraj Jugoslavije je v stanovanjskem skladu imela primerljivo stanovanj kot celotna Avstrija, država, ki slovi po svojem močnem stanovanjskem skladu, še posebej na Dunaju. Tako da mislim, da je to seme vseh problemov, ki jih imamo zdaj. Edina rešitev je, da pač ta močen javni stanovanjski sklad spet obnovimo. Bi pa rekel nekaj na temo tej želje po lastništvu. Ko vsak bi rad imel Mercedesa, ko pa moraš v službo, je pa tudi dača v redu. Pač javno stanovanje mora biti dostopno čim več ljudem, vsaj kot neka prehodna točka, da potem lahko, če želijo, ljudje pridejo v lastniškega stanovanja, ali pa tudi njemu stanovanja. Glejte Dunaj. Gospod Tacer, izvolite. Mnoge kritike na račun stanovanj, ki so bile izpostavljene, se strinjam z njimi, zanemarjali so to področje, zato smo zdaj rekordno investirali v stanovanja. 2000 se jih je zgradili, 2500 v gradnji in v naslednjih 10 letih je ta cikl zagnan 100 milijonov na leto, ki naj bi produciral 20 000 stanovanj. Ampak hkrati bo treba urejati to ostala področja, torej da bojo krediti bolj dostopni, da bo prostorska zakonodaja bolje urejena. Nekaj smo se tudi v tem mandatu, pa nismo uspeli narediti celotne reforme, bi se pa na koncu obregala na eno zadevo, ki si jo rekel, da so imeli hitreje otroke. Tukaj pa mislim, da smo napredovali. Moja babi je imela 5 otrok, moja prababi jih je imela 9, pa zelo dvomim, da zato, ker si je to nujno želela.
ampak ženske so danes bolj opolnomočene in prav je, Hvala. da imamo možnost odločati o tem, ali si želimo in kdaj si želimo otroke. Zdaj obračamo okrog, začeli bomo pri gospe Nikolič, pa gremo na uno smer, potem prihajamo na to smer. Gospod Matija, izvolite, beseda je vaša. V mladini je tudi pomembno, predvsem ta izbira poklica, ki ga bojo imeli. To se zgodi že tam prvi vstop v srednjo šolo po navadi in seveda v veliki meri na to vplivajo štipendije. In me zanima, ali bi izenačili štipendije, ki jih Ministrstvo za solidarno prihodnost, za vzgojo in izobraževanje oziroma za delo podeljujejo študentom za zaposlitev na področju socialnega varstva in dela ter vzgoje in izobraževanja s štipendijami, ki jih Ministrstvo za obrambo podeljuje za zaposlitev v vojski. Hvala lepa. Gospa Nikolič, izvolite. Torej, kadrovske štipendije za socialno varstvo oziroma za socialno delo so zdaj znašajo 350 €. V tem mandatu smo naredili to, da smo združili sprejemanje Zoisove in državne štipendije hkrati. Tako da jaz mislim, da je to en korak k temu, da pač in kadrovske in vse štipendije poboljšamo. Zdaj na ta odgovor mogoče nimam čist odgovora, ampak absolutno je treba spodbujati tudi štipendijami, da se bojo otroci oziroma pač mladi odrasli odločali za poklice v socialnem varstvu, vzgoji in tako naprej, ostali deficitarni poklici. Torej, ne bi se načili. Gremo naprej, gospod Lotar. Kot mislim, da je kolegica zelo dobro opisala, smo med tem mandatom na področju štipendij že naredili nekaj pomembnih prvih korakov. Na konkretno vprašanje bi pa odgovoril tako, da se mi zdi zgrešena prioriteta, da bi toliko denarja recimo šlo samo v štipendije za vojske, za delo pač vojske na drugi strani, ko pa izobraževalni sektor in naše zdravstvo in potem tudi skrbstvo za najšibkejše družbe, še posebej starejši, še pa, da pa temu posvečamo veliko premalo pozornosti in denarja. Tako da težko bi rekel, če bi se direktno zavezali, da bi se izenačili, zagovarjam pa to, da bi se te štipendije absolutno zvišale. Mora tudi nekako iti od proračunskega usklajevanja. Ampak načeloma sem za to, da bi se zvišale. Hvala. Gospod Tarcar, izvolite. Oprosti, ker ne vem na pamet, kakva pa je razlika. Za solidarno prihodnost ministrstvo daje 200 €, za vzgojo in izobraževanje 300, za delo 350, za vojsko pa 545 €. Ja, to je gotovo odraz tega, da je treba premisliti še enkrat prioritete in da je treba s tem, kam dajemo denar, bolj jasno pokazati, kire poklice cenimo. Jaz mislim, da smo vseeno veliko naredili tudi z drugimi ukrepi, da se bi deficitarne poklice opolnomočilo, ampak deficitarni vedno primanjkuje in bo treba narediti še več. Za štipendije pa bi poleg tega, da se uskladi raven, tako da bojo lahko študenti, dijaki normalno prišli čez mesec z njimi, rekla še to, da mislim, da bi mogla država več narediti, da potem tudi dela s temi skupnostmi mladih. Recimo s Zoisovimi štipendisti. Da štipendijo, potem ima skupnost mladih, s katerimi lahko potem še naprej gradi. Torej ne. Lahko, če ne komentirate, lahko? Ne moram reči ja pa ne, treba pa je gotovo uskladiti ravni tako, da bodo ustrezale potrebam dijakov. Lahko prosim ne komentiramo, pridemo še na vprašanje, da pa ne kasneje, torej ko so dobili priložnost, ker dejansko potem ne spoštujemo časovnih omejitev vse. In potem se bom točno tudi privilegiral in bom jaz problem. Dajmo spoštovati pravila, ker so za vse dejansko enako. Gremo naprej, zdaj sem se pa jaz vedel, gospod Mikuš, izvolite. Pač v principu ja, ampak se mogoče, kot se vsi tukaj zavedamo, mogoče se zgubljamo v nekih specifikah, ker je treba
poznati za vsak štipendije za vojsko in dvignili tiste štipendije za družbene profile, ki jih potrebujemo, torej negovalne osebe, medicinske sestre, učitelje in da tudi socialne delavce. Ker štipendijska politika v tej državi je joke. Sami ste navedli tiste zneske. 200-300 evrov v teh razmerah draginje za študente, ki ne morejo preživeti, to ni za nikamor. Te zneske treba podvojiti. Hvala lepa. Jagodec. Tukaj bi omenil, da je tukaj še veliko drugih poklicev, ki jih je treba nasloviti, od teh mesarjev do vseh teh poklicev, ki ustvarjajo dodano vrednost, ki se veliko manj mladih odloča za njih. Bi se pa strinjal s tem, da zagotovo je tukaj veliko več ozadja, zakaj komu koliko pripada. Se pa ne strinjam, glede na to, da pač se mladi odločajo za vojsko tudi prostovoljno, ne samo zaradi štipendij, jaz tukaj ne bi nižal, je pa zagotovo treba dati več poudarka. Mladi rabimo denar za to, da preživimo, tudi to je del osamosvojitve, drugače pa spodbujamo študentski SP, s tem bi pa tudi mečkem dodali temu, da lahko mladi zaslužimo brez, da se vežemo oziroma na štipendijo na ta način. Hvala lepa. Teodora, izvolite, beseda je vaša. Kot verjetno veste, junija začne veljati ta Pact on Migration and Asylum. To je nov evropski okvir za upravljanje migracij in azilnega sistema v Evropski uniji. Kako bo Slovenija vključena v izvajanje tega pakta in kakšne konkretne spremembe lahko pričakujemo na nacionalni ravni? Ker obstaja 4 možnosti, da vsaka država članica sodeluje, pa me zanima, kako bo Slovenija sodelovala v tem. Gremo v vrstni red tukaj s te strani, ko začnemo, gospod Jagodec, sam sekundo, ker sem bil glasno, izvolite, beseda je vaša. Sem nov ful preveč to, kje bom začel. Če lahko sam še enkrat. No, dejte povedati še enkrat. Lahko jaz začnem, pa ti ta cajt. Ne, bomo preskakovali, kar še enkrat povedal vprašanje. Kar še enkrat povedal vprašanje, kar izvolite. Kako bo Slovenija vključena v izvajanje Pact on Migration and Asylum, kateri začne veljati junija tega leta? Izvolite, gospod Jagodec. Ja, se pravi, grobo povedano, meni se zdi, da Slovenija lahko veliko prispeva tukaj noter z svojo že migracijsko politiko. Tako kot sem že prej na začetku rekel, mi ne zavračamo ljudi, ki so pripravljeni delati, zelo smo navdušeni na temo, da prihajajo k nam kadri, ki so sposobni, ki hočejo delati. Mi ne zavračamo nikogar, ki se vključi v družbo, ki prispeva tukaj zraven in ki ne vsiljuje svojih ideologij. Tako da ljudje oziroma migracijska politika, ki bo prišla v veljavo, se mi zdi, da lahko po svojih najboljših močeh temu prispevamo in smo del tega. Hvala lepa, gospod Kordiš. Ne poznam specifik tega programa in zaradi tega ne morem dati nekega kredibilnega odgovora. Nikoli v življenju nisem bullshitiral in tudi zdaj ne bom. Če bi želela pa splošnejši odgovor za migracijsko politiko. Začnemo pa tudi gospodu Jagodcu. Evo, sploh mladi pa tudi starejši se večinoma vozimo z javnim prometom. Pa me zanima nasploh vaša filozofija, a mora biti javni promet nekaj, kar je v naši družbi konkretno nadomestilo osebnega avtomobila, ali na to vidite samo tisti dijaki se bodo vozili, ker nimajo avta? Dobro, prej začnete odgovarjati, zdaj imate pa samo 30. Tako da bomo znotraj časa. Vsaka čas, jaz si zapovedal.